Pozdravljeni študenti in študentke. Pred vami je priložnost, da lahko v času študija doživite nekaj vznemirljivega in se pridružite tisočim, ki jim je Erasmus Plus študijska izmenjava spremenila življenje. Erasmus Plus pa ni le študij v tujini, ampak je potovanje, kjer spoznaš veliko novih prijateljev, širiš svoje znanje, spoznavaš nove kulture in ustvarjaš spomine, ki trajajo za vedno. Torej, zakaj Erasmus Plus izmenjava? Zakaj na Erasmus? Zato, ker je Erasmus res izjemna izkušnja, ki ti da neki širši pogled na svet, spoznavanje nekih novih ljudi, različnih kultur in pa ustvarjanje novih prijateljstev, ki trajajo večno. Pojdi na Erasmus. Na Erasmus Plus, zaradi tega, ker ti bo ta izkušnja definitivno spremenila življenje. Ne samo, da boš poznal veliko prijateljev celega sveta, ampak boš pridobil tudi nova znanja in se naučil živeti sam. Na Erasmus izmenjavi zamenjaš okolje študija, spoznaš nove ljudi in državo, v kateri študiraš, spoznaš nove prijatelje, s katerimi doživiš nove izkušnje in seveda kulturo države, v kateri živiš. Mislim, da smo slišali več dobrih razlogov, zakaj je Erasmus Plus študijska izmenjava. Ampak bodimo iskreni. Preden se prijavimo, se vsak vpraša, kaj pa finance, kako bom komuniciral v tujini in pa izpiti. Brez skrbi, vsi ti pomisleki so odveč. Povprašali smo študente, ki so že bili na izmenjavi. In glej, same pozitivne izkušnje. Poglejmo. Problem so velikokrat tudi finance. Sama sem večino financirala iz Erasmus Plus štipendije, imela pa sem tudi dodatno Ad Futura štipendijo. Ker sem veliko potovala, sem zato imela tudi dodatno delo, ker sem delala kot škrat v tematskem parku pri Božičku. Preden sem se odpravila na izmenjavo, nisem imela predznanja portugalskega jezika. V Lizboni sem se vključila v jezikovno šolo, poleg tega pa sem uporabljala OLS spletno jezikovno podporo. Kljub težkemu začetku učenja portugalskega jezika sem svoje znanje izboljšala do te mere, da sem brez težav spremljala in sodelovala na predavanjih v portugalščini. Če sem se jaz uspela naučiti portugalskega jezika brez kakršnega koli predznanja, sem prepričana, da bo tudi vam uspelo osvojiti jezik okolja vaše izmenjave. Ja, izpiti, to so bili kar zanimiva zgodba. V bistvu je sistem takšen, da študenti vseh fakultet pišejo izpite hkrati in na enem mestu. Kot če bi zdaj študenti vseh članic Univerze v Mariboru pisali izpit hkrati v dvorani Tabor in bi jih skupaj pisalo 3000. Potem so pa izpiti tudi takšni, da trajajo po 3 ure in je treba napisati tudi po 10 strani. Ampak brez skrbi. Hitro smo se vsi Erasmus študenti navadili na ta nov sistem in odnesli smo eno pozitivno izkušnjo nazaj domov. No, kot vidite, samo brez panike. Na Erasmus Plus študijsko izmenjavo lahko greš skoraj kamorkoli v Evropi. Pogoj je samo, da ima Univerza v Mariboru in partnerska institucija v tujini sklenjen sporazum o programu Erasmus Plus. In teh držav je res veliko. Sedaj, katera destinacija je pisana tebi na kožo, boš moral izvedeti sam. Jaz pa ti bom ta čas predstavila 3 študentke, ki so bile s svojo destinacijo naravnost navdušene. Sama sem za svojo lokacijo izbrala Lizbono in moram reči, da je za mene Lizbona sanjska destinacija za vsakega študenta. Je zelo živo mesto, vsak dan diha, dela po noči, po dnevi. Poleg tega ima tudi ogromno plaž, ogromno morja, lahko surfaš, lahko se sončiš, celo leto imajo lepo vreme. Tako da bi rekla, da je res sanjska destinacija. Španija je dovolj blizu doma, pa vseeno ravno dovolj daleč. V Valenciji se na leto menja tisoče študentov in jaz sem imela možnost poznati ogromno novih ljudi. Španija je stičišče kulturnega in kulinaričnega doživetja. Vseeno pa ostajajo priložnosti za zabavo in to vsak dan v tednu. Sprva se lahko zdi zelo težko in drago, ampak ko se navadiš na okolje in njihovo kulturo, ugotoviš, da ni. Kot študent imaš veliko prijateljev in tujih predavateljev, ki ti pomagajo in s svojo Erasmus štipendijo z lahkoto preživiš svoj čas tam. Erasmus Plus pa ni samo destinacija, ampak je skupnost. Skupnost študentov, ki se skupaj med sabo podpirajo, si pomagajo in ustvarijo izkušnje izven predavalnic. In ne, to niso samo besede. Sedaj bomo poslušali študente, ki nam bodo podali nekaj praktičnih nasvetov.
pojdi. Meni osebno najtežje je bilo iti, zaradi tega, ker si navajen tega udobja doma. Ampak, ko prideš tja, se vse začne odvijati, začne se ti dogajati, tako da tam potem res samo uživaš. Tako da prvi nasvet je pojdi. Najbolj pomemben je, da v bistvu za svojo domačo univerzo in pa za tujo univerzo preveriš, da je v bistvu ta learning agreement takšen, kot mora biti. Se pravi, da ko se vrneš nazaj domov, da imaš vse izpite priznane in ne rabiš ponavljati letnika. Ta je definitivno prvi. Potem drugi je, da se v bistvu pravočasno lotiš iskanja svoje namestitve, kajti v zadnjih mesecih tik pred izmenjavo ne boš pravočasno našel oziroma našla ugodne nastanitve. In prav tako izkoristi čisto vsak trenutek, ko si na izmenjavi, tudi ko boš utrujen ali pa se ti ne bo dalo iti na kakšno zabavo, pojdi, ker ti bo na koncu zelo žal. Še ena bonusna svet pa je iz moje strani, pojdi sam oziroma sama, ker boš tako najbolj spoznala sebe, boš najbolj odprta za nove priložnosti in boš pač v bistvu tudi največ odnesla od same izmenjave. Imej odprto mišljenje. Erasmus izkušnja je priložnost življenja, saj spoznaš ogromno prijateljstev in si odpreš svet. Čeprav se lahko zdi zelo neudobno, je priložnost življenja. Ob koncu pa je čas za nekaj res konkretnega. Kako se prijaviti? Pa da ne bo kdo rekel, da je to komplicirano, smo za vas pripravili kratek vodič, kako upraviti to prijavo v samo 8 korakih. Pa si pogledamo postopek. Do Erasmus Plus študenta le v 8 korakih. Na Erasmus Plus spletni strani preveri partnerske univerze svoje fakultete in izberi, kje želiš opraviti del svojih rednih študijskih obveznosti oziroma napisati diplomo, magisterij ali doktorat. Zdaj preko svojega AIPS-a pod zavihkom študij izpolni elektronsko prijavo na mednarodno izmenjavo študentov. Na strani svoje fakultete pa preveri postopek za morebitne dodatne zahteve. Kakšen pa bo tvoj študij v tujini? Predmetnik izbrane tuje fakultete primerjaj s svojim in preveri, kateri predmeti se v semestru tvoje izmenjave skladajo. Na podlagi izbranih obveznosti sestavi Learning Agreement. Ta ti s podpisom tvojega Erasmus Plus koordinatorja zagotavlja kasnejše priznavanje opravljenih izpitov. Ko urediš vse potrebno na svoji fakulteti, še preveri na spletni strani izbrane tuje fakultete, kakšni so njihovi prijavni postopki. Nato s pomočjo mednarodne pisarne ali Erasmus koordinatorja na svoji fakulteti izpolni in pravočasno pošlji vse dokumente na gostujočo univerzo v tujini. Kmalu zatem od izbrane tuje univerze prejmeš pismo o sprejemu, Acceptance Letter, in potrjen študijski sporazum, Learning Agreement Student Mobility for Studies. Zdaj lahko na Univerzi v Mariboru zaprosiš za pridobitev finančne podpore za izmenjavo. S prijavne strani natisni prošnjo za Erasmus Plus finančno dotacijo. Pod določenimi pogoji imaš možnost še za dodatek za socialno šibkejše študente in dodatek za študente s posebnimi potrebami. Vse to ti lahko pokrije do 90% življenjskih stroškov na izmenjavi. Smo že pri koncu. Pred izmenjavo v tujini moraš prek spletne jezikovne podpore OLS opraviti še preverjanje znanja jezika okolja izmenjave. Te skrbi, da ga ne obvladaš dovolj? OLS ti omogoča brezplačni spletni tečaj tujega jezika. Super, a ne? Še zadnji korak. Na gostujoči univerzi preveri, kako je z zavarovanjem, vizo in namestitvijo. Ne skrbi, nisi sam. Na večini univerz deluje Erasmus Student Network za pomoč študentom na izmenjavi. Pomagali ti bodo tudi domači Erasmus študenti, koordinatorji in ambasadorji. Uspelo ti je! Spakiraj kavčke in tvoja Erasmus Plus dogodivščina se lahko začne. Če te zanima še kaj, obišči Erasmus Plus spletno stran. No, kot vidite, Erasmus Plus je res priložnost, ki je ne smete zamuditi. Spoznavate nove prijatelje, potujete, rastete kot oseba in študent. In naj vas ne skrbi, če je uspelo vsem študentom, ki ste jih danes slišali, bo uspelo tudi vam. Za na konec pa še, Erasmus Plus ni le en semester v tujini, je izkušnja, ki bo z vami za celo življenje.